Zdaj pa gremo na temo paničnih napadov oziroma tesnobe. Dostikrat me kdo vpraša, velikokrat slišim ta stavek, ali ste že imeli tak primer, kot sem jaz, ne? Ja, sem ga imela, gledajte, se imamo vsi podobne. Ali pa to, ali je moje stanje rešljivo? Yes, je. Ja, je rešljivo vaše stanje. Možno je to spremeniti in da se in kažem vam pot, seveda pa bomo malo švicali po poti, pa malo se potrudili, ne? Dobro? Torej, zdaj, kar se pa tiče paničnih napadov, vedeti morate, da je panični napad, Hrvati bi rekli, Dalmatinci bi rekli, vsa tuga života, si predstavljate, vsa tuga celega života, celega življenja, vse trpljenje celega življenja, vsa žalost, vsi strahovi celega življenja skoncentrirani v en kratek moment, v kratkih 5-10 minut ali pa nekateri imate dalj. In vsa tuga života, celo trpljenje življenja skoncentrirano v kratki čas, v to naše ubogo telo, to je panični napad. Razumete? In to je najhujše, kar ljudje lahko sploh doživimo. Vsa tuga života skoncentrirana v kratkem in butne ven, naenkrat, na vseh nivojih. In vam butne v smislu fizičnega, se pravi razbijanje srca, potenje, drgetanje, mravljinci, v smislu močnega strahu, najpomembnejša sta tu dva straha, strah pred tem, da umrem, strah, da se mi zmeša. Kognitivno nas čisto odpelje, kot da nismo zraven. Se pravi, panični napad je na vseh nivojih vojna. Zakaj? Ker je telo preprosto preveč stresa akumuliralo. En dogodek iz otroštva, ena smrt, eno razočaranje v ljubezni, ena poslovnost, ena izguba službe, pa smrt prijateljice, pa bolezen nekoga, koga imamo radi, pa ta strah, pa oni strah, pa trema v šoli, in se to nabere in gre kaplja čez rob. In to je panični napad, da je naše telo reče, moje telo je prepolno, ne morem več zbirati vode, gre čez, sprazni me, da bom lahko spet zbiral vodo. Razumete, to je panični napad. Sprazni me, klic telesa, sprazni me, ščisti me, operi me, daj mi ven, ne morem več. Če hočem živeti naprej, jaz rabim spet rezervoarček, kamor se bo nabiralo. In zdaj ste vi tukaj, mnogi ste tukaj, ko je dejansko kaplja čisto čez rob šla, ko ste v tej fazi in valjda vam je hudo, valjda trpite, valjda je slabo. In ko začnemo tapkati, se te stvari začnejo odpirati. In zato morate razumeti, kaj se dogaja, morate vedeti, da je pot ven iz tega. In ko gledamo panične napade, potrebno je predelati najprej vzroke za panični napad. To je kot lokomotiva, ki ima vagončke, vlakec je. Prva je lokomotiva, tu v tej lokomotivi so skriti vsi dogodki, ki so pripeljali do paničnega napada. To, kar sem vam prej razlagala. Lahko je smrt, lahko je pač izgorelost, da nismo živeli v ravnovesju, lahko je kakšna ljubezenska prevara, lahko je ločitev, lahko je, ne vem, bolezen koga od bližnjih, lahko je strah pred šolo, lahko je trema, lahko je karkoli. To je lokomotiva. Potem je pa prvi vagonček, je pa tisti, kjer so panični napadi, ko se začnejo. Ni treba zdaj pisati, saj vem, tisti, ki trpite, zdaj zelo trpite, kmalu bomo šli tapkati, vas bomo olajšali. Prvi vagonček so panični napadi. In napišite si, morate imeti v svojem blogcu napisano, kdaj vse so se zgodili, ne rabimo datumov, samo takrat v restavraciji, takrat v avtu, takrat sredi doma, takrat, ne vem. To je prvi vagonček. Potem pa so še obdobje po paničnih napadih, ko se razvije strah pred paničnimi napadi, strah pred strahom. To obdobje tudi treba predelati. Se pravi, imamo lokomotivo, pa najmanj 2 vagončka. In vsako ima breme notri. Če to dobro predelamo, to lokomotivo, se panični napadi tako nehajo. Ko pa predelamo še ta 2 vagončka, se pa neha strah pred paničnimi napadi.